Zavedamo se, da se veliko dogaja, ampak mislimo, da je Svetovni dan podnebnih sprememb tako pomemben, da zahteva, da politične stranke dajo svoje mnenje o tem in seveda tudi povedo, kako vidijo svojo vizijo razvoja v povezavi s tem globalnim in tudi evropskim pa slovenskim izzivom. Politika od leta 2007 nima več izgovora, da ne bi ukrepala, kajti takrat so strokovnjaki, ki delujejo v medvladnem panelu za podnebne spremembe, jasno povedali, da se podnebne spremembe dogajajo in da je zanje odgovoren človek s svojimi dejavnostmi. Dejali so tudi, da če želimo ohraniti okolje vsaj na približno takem stopni, kot je zdaj, vsaj približno tako, kot je zdaj, potem moramo ukrepati in da moramo ukrepati takoj. Opravičilo za to, da ne bi ukrepali, ni niti trenutna finančno-gospodarska kriza. Prej bi rekla, da ta kriza še praktično daje nek dodaten impuls, da resnično ukrepamo. Eden od razlogov je tudi ta, da če ne bomo ukrepali zdaj, bodo kasneje stroški prilagajanja na podnebne spremembe bistveno višji. O tem govorijo svetovni strokovnjaki, med njimi tudi avtoriteta na tem področju, Sir Nicholas Stern. No, Slovenska demokratska stranka temu vprašanju namenja veliko pozornosti. Veste, da smo na kongresu, ki smo ga imeli pred nedavnim, dejali, da bi morala biti odgovornost do okolja ena od osnovnih vrednot v Sloveniji in da jo kot tako vidimo tudi kot del naše ustave. Na tak odnos kažejo pravzaprav tudi vsi moderni dokumenti evropskih oziroma sodobnih zahodnih družb. Podnebne spremembe so zagotovo tema, ki bo vplivala na gospodarski, tehnološki in družbeni razvoj in poleg tega, da smo temo skrbi za okolje tako visoko uvrstili na kongresu Slovenske demokratske stranke, smo jo zelo visoko uvrstili tudi že v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Tudi takrat je bila med prioritetnimi temami. In takrat je bila zelo živahna razprava o tako imenovanih evropskih ciljih 2020-2020, s katerimi smo se zavezali, da bomo bistveno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, da bomo povečali delež obnovljivih virov energije v naši energetski mešanici in da bomo bistveno izboljšali učinkovito rabo energije. Ti cilji so pomembni tudi za Slovenijo, saj se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 povečala delež obnovljivih virov energije iz sedanjih 16% na 25%. No, pri izpustih toplogrednih plinov pa bomo lahko celo malenkostno svoje izpuste povečali. Če primerjamo z letom 2005, bomo namreč v letu 2020 lahko povzročili približno 4% izpustov več. No, zdaj tista področja, kjer mi vidimo, da so prioritetna, je prav gotovo masovna prenova energetske učinkovitosti stavbnega fonda, potem izgradnja modernega železniškega križa ter ureditev primestnega prometa, decentralizacija rabe obnovljivih virov energije, potem seveda tudi učinkovito črpanje evropskih strukturnih skladov, ki jih moramo izkoristiti tudi zato, da se razvijamo v nizkoogljično družbo. Seveda vsega tega ne bomo naredili, če ne bomo pospešili dela tudi na svojem razvojno-raziskovalnem področju, kajti Slovenija ne bo uspešna, če bo čiste tehnologije le kupovala, ampak jih mora tudi razvijati. Javni sektor je tisti, ki mora kazati neko smer, ki mora z lastnim zgledom pokazati smer celotne družbe in pri tem poudarjamo predvsem reformo davčnega sistema in pa zelena javna naročila.
To je nekaj od tistih ukrepov, ki so po našem mnenju ključni, seveda pa nikakor ne zadostni. Poudarjamo, da se moramo tega problema lotiti celovito in sistematično in v zvezi s tem govorimo o tem, da potrebujemo celovito strategijo ukrepanja na podnebne spremembe, ki je lahko oziroma mora biti podlaga dobremu zakonu o podnebnih spremembah, ki je bil napovedan, da bo pripravljen za letošnje leto. Zato se tega vprašanja tudi mi lotevamo na tak način in v okviru strokovnega sveta smo ustanovili posebno komisijo za podnebne spremembe, ki jo vodi gospod Jože Jurša, zdaj bi pa tudi njemu predala besedo in da še on predstavi naš plan dela in našo vizijo na tem področju. Hvala. Kot je bilo že povedano, je stranka v kongresnih dokumentih se zavezala in tudi v predlogih glede ustave, da bo dajala ustrezen poudarek odnosov do okolja in vprašanje podnebnih sprememb. V ta namen je seveda pomembno, da v same stranke oziroma potrebno pristopimo načrtovalno z ustreznim upravljanjem in v okviru odbora za okolje in prostor smo ustanovili komisijo za podnebne spremembe, ki ima v načrtu izdelati strategijo, ki je bila omenjena, ki bo pokrivala področje in prilagajanja in blaženja. Skratka, bistven problem, ki ga vidimo in ki ga hočemo preseči tudi v okviru stranke v Sloveniji je, da se k problemu podnebnih sprememb pristopa premalo interdisciplinarno in premalo intersektorsko. Tako da bo Komisija za podnebne spremembe v okviru strokovnega sveta in odbora za okolje in prostor delovala tako, da bodo dejansko vsi resorji, če temu tako rečemo, v strokovnem svetu SDS povabljeni in bodo dejansko so se že nekako že odzvali, tako da bo to področje strategija, ki bomo izdelali v naslednjih mesecih, pač zajeto in če je vlada v ustreznem času ne bo izdelala zakona o podnebnih spremembah, se bo ta strategija pozneje razvila v predlog SDS-a glede zakona o podnebnih spremembah. Ja. Mi pa izkoriščamo to priložnost, ker je ravno svetovni dan podnebnih sprememb, da na ta način pozivamo vlado, da naj sproži čim širšo javno razpravo o podnebnih spremembah in potem na osnovi te razprave pripravi celovito strategijo, nato pa na osnovi te celovite strategije seveda zakon o podnebnih spremembah, ker le na ta način je po našem mnenju na tak sistematičen pristop je možno pripraviti dober zakon, kakšnega tudi potrebujemo.